Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o novem priročniku z naslovom Naše hiše, ki je nastal v sodelovanju občine Idrija in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Damjana Gantar, pozdravljeni v našem studiu. Pozdravljeni. Vi ste pravzaprav soavtorica te publikacije. Tako je. Pri pripravi publikacije so sodelovali tudi sodelavci na Urbanističnem inštitutu, arhitekta Nina Goršič in Matej Nikšič, še ena krajinska arhitektka Živa Ravnikar in tudi zunanja sodelavka Damjana Zaviršek-Kudnik, ki je pripravila skice za ilustracijo. Pomemben del izdelave tega priročnika, bom rekla, je bilo pa tudi sodelovanje z naročnikom, tako z občino Idrija, kot tudi intervjuji, ki smo jih pripravili z zaposlenimi na upravni enoti, zaposlenimi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in z arhitekti, ki v tem prostoru največ delujejo. Povejmo na začetku še to, da ste doktorica znanosti z področja krajinske arhitekture. To je nekaj novega, nekaj posebnega. Ni več novo, bom rekla, ta stroka nekako od 70-ih let je pri nas že prisotna, ni nas pa veliko, res je za to. Tako da v bistvu tudi ta vidik recimo in sodelovanje z arhitekti pri različnih projektih, ki se tičejo prostora, je nekako nujen in v ospredju. Kaj je bila tema vašega doktorata? Tema mojega doktorata so bili scenariji razvoja krajine, v bistvu neke spremembe, ki se dogajajo v prostoru, in tudi testno območje je bilo ravno območje Godoviča in Črnega Vrha, v bistvu v občini Idrija. To lokalno območje vas zanima, tu živite? Tako je, me zanima, ga tudi poznam in se mi zdi, da je tudi dobro, da nekaj v tem prostoru narediš v bistvu v korist prostora. V uvodu te publikacije priročnika pišete o hišici iz pravljice. Kakšna je vaša hiša iz vaše pravljice? Hiša iz moje pravljice. Srečna. Tako bom rekla, v bistvu ni tako važno, ampak dejansko je recimo pomembno, da nekako izhajaš iz lokalnega okolja, da uporabljaš lokalne materiale, da si prilagojen prostoru, da tudi s svojimi posegi nekako ne poslabšaš stanje v prostoru, ampak ga izboljšaš oziroma vsaj ohranjaš. Prav ta poudarek se mi zdi zanimiv, da je hiša v sozvočju z okoljem, s prostorom, da ni najbrž nek tujek. Tako je. In tudi recimo iz tega izhajamo tudi v tem priročniku Naše hiše, dejansko iz neke tipologije, ki je značilna za območje Idrije. To ni samo idrijska hiša, za podeželje je recimo značilna bolj ta škofjeloško-cerkljanski tip, so tudi hiše, ki so se razvile kasneje, so recimo neke hiše, ki so se gradile v obdobju italijanske okupacije in ves ta skup stavb nekako tvori identiteto območja in kadar gradimo nekaj novega, je prav, da pogledamo, kaj tu že imamo in izhajamo tudi iz obstoječega stanja. Bi lahko katera od poslopij omenili z oznako skladna tukaj na Idrijskem? V bistvu skladna. Nekako smo se tukaj osredotočili predvsem na bivalne stavbe, se pravi ne na neke kulturne spomenike, ki so že sami po sebi izjemni, lepi, so bili tudi bolj kakovostno zgrajeni, ampak dejansko so skladne in prostoru prilagojene te, bom rekla, starejše hiše. Idrijske hiše in tudi zelo lepe hiše na podeželju, ki so se do danes ohranile. Lahko recimo omenim na območju Masor, Krnic je zelo veliko nekih domačij, ki so dejansko, v bistvu se vidi, da so nekako včasih znali recimo res pogledati prostor, narediti v primernem merilu stavbe in tudi bivalno so bile, z bivalnega vidika so bile dejansko recimo prostori in to razporejeni bolje kot nekatere hiše, ki so se gradile v kasnejšem obdobju. Drži pa razmejitev med mestnimi hišami v Idriji, ne meščanskimi, ampak na območju mesta, in podeželskimi poslopji? Ja, to je res v bistvu za Idrijsko kotlino, bom rekla, so bile značilne pač nekoliko drugačne hiše, tudi razvile so se z drugačnim namenom.
v bistvu dejansko je šel potem v razvoj na te idrijske rudarske hiše, ki so bile večstanovanjske, so bile namenjene tudi recimo oddajanju v najem, poleg stanovanja družine. Na podeželju pa so hiše zmeraj bile del neke domačije, se pravi, rabile zraven tudi neke gospodarska poslopja, gospodarske prostore in vsa domačija je nekako morala delovati kot celota. To se recimo tudi zdaj z razvojem poskuša nekako poudarjati, pač hiše na podeželju ali domačije morajo delovati, morajo imeti dvorišče, pač neke funkcije, ki jih opravljajo, imajo recimo prednost, zato tudi načrtovanje gospodarskih objektov ni del tega, recimo, samo na koncu omenjamo v enem poglavju. Hiše v mestu pač so namenjene večinoma bivanju. Tako. Dobro je pa, da zdaj, ko se vseeno poudarja ta stik z zunanjim prostorom, ne pozabimo, da imamo tudi vrt, da recimo povežemo bivalne prostore z zunanjimi in da uživamo vsem, kar nam dejansko ta prostor lahko nudi. Slovenijo imate krajinski arhitekti razdeljeno na, mislim, da 14 arhitekturnih regij. Ja, to je bilo v bistvu narejeno na podlagi ene starejše študije v 90-ih letih, profesor Fister in sodelavci. In na podlagi teh arhitekturnih regij in manjših delov krajin so dejansko razdelili celo Slovenijo. Na podlagi tega je potem tudi strategija prostorskega razvoja Slovenije to povzela in zato recimo, da se tudi zdaj prostor načrtuje oziroma razvoj usmerja z upoštevanjem teh, bom rekla, tradicionalnih in prepoznavnih arhitekturnih v bistvu kakovosti in prvin v prostoru. Ker te prvine in hiše na Škofjeloškem so že drugačne, pa tudi na Cerkljanskem so drugačne od idrijskih. Tako, ja. V bistvu zdaj večina območja občine Idrija zajema idrijsko-trnovska arhitekturna regija, samo vzhodni del, ta rob Godoviča, spada v ljubljansko arhitekturno regijo. In znotraj te idrijsko-trnovske so trije deli, Cerkno, oziroma arhitekturna krajina Cerkno so jo poimenovali, Idrija in Trnovska planota. In pač za vsako je značilno, bom rekla, se pač opazijo razlike, zato ker so graditelji takrat izhajali prvič iz danosti prostora, zelo pomembne so bile padavine, zimske razmere in podobno, pa tudi iz lokalnih gradiv, kaj je bilo na voljo in pač znanja, ki je bilo na območju Idrije recimo drugačno, so tudi veliko črpali iz pač ti, ki so bili recimo zaposleni na rudniku, so imeli določena znanja in so tudi to potem uporabljali pri gradnji svojih bivališč. Največji del publikacije namenjate v bistvu priporočilom. To je največ, kar lahko dejansko bodočim graditeljem, da jim svetujete. Tako je. Ideja je bila, v bistvu zelo malo občin pri nas ima to že urejeno in tudi občina Idrija je ena od prvih, ki je občinski prostorski načrt, ki je pravni akt, ki dejansko vse te stvari glede urejanja, načrtovanja določa, skušala približati občanom, pač graditeljem, in zato je bil cilj, da naredimo eno publikacijo, ki bo, bom rekla, na bolj poljuden način, še vedno pa v skladu z občinskim prostorskim načrtom, razlagala te najbolj bistvene elemente stavb, se pravi priporočala, kako naj se jih naredi v skladu z obstoječimi objekti, v skladu z občinskim prostorskim načrtom. Zdelo se mi je, ko sem bral ta priročnik, da ima rdečo nit, ki bi jo poimenovali, lahko tudi izkušnje preteklosti, modra znanja predhodnikov, vključiti v sedanje objekte. Včasih so znali mojstri hišo postaviti na pravo mesto. Tako je, ja. To res danes v prostoru ali pa sploh potem, ko gledaš recimo na terenu, tudi smo recimo prišli, ne vem, imaš starejšo hišo, ki je lepa in potem poleg postavljena ena hiša recimo iz 80-ih let in dejansko vidiš, da se je to v enem obdobju pozabilo, izgubilo, ampak zdaj pač se spet, bom rekla, ta nek vidik, se v bistvu zavedamo in omejenosti prostora in tudi kaj v bistvu kaj z našim razvojem povzročamo in se dejansko nekako vračamo, bom rekla, in k tradiciji, in k sonaravnim materialom, v bistvu k ekologiji, tako da dejansko nekako tudi
v bistvu tudi razvoj se recimo upošteva in je, ga z upoštevanjem tradicije ne negiramo. Zelo pomemben vidik je umeščanje objekta v prostor, najbrž pa ne gre spregledati tudi primernega števila nadstropij, velikost samega poslopja. Ta mora biti najbrž tudi v skladu z okoljem. Zdaj, v bistvu število nadstropij predpisuje občinski prostorski načrt. Recimo za mestno območje so nekoliko višje hiše, za podeželska območja lahko tudi recimo bolj pritlične ali pa pritlične plus enonadstropne. Je pa res, da v bistvu omejenost prostora nekako v Idriji je v preteklosti narekovala in še vedno narekuje nekako višje stavbe, ki dejansko ne zavzamejo tudi tlorisno veliko prostora, zato da dejansko ostane še vsaj malo zunanjega prostora za dostop do hiše, dovoz, nekaj vrta. Vemo, da kdorkoli pozna Idrijo, ve, da dejansko prostora ni na pretek in tudi iz tega dejansko izhaja ta oblika hiše. V publikaciji pišete tudi o kritinah, naklonih streh, o napuščih, frčadah. To so značilni elementi tudi za to okolje, ne? Zdaj, pri stavbah sigurno nam najprej pade v oči neka oblika strehe, naklon strehe, tudi opazimo barve, potem sledi recimo barva fasade. In v Idriji so dejansko te strehe bile zelo strme na idrijskih hišah, več kot 45 stopinj. In kritine so sedaj recimo za mestno jedro so nekako prevladujejo opečnate, za rudarske hiše pa so bile značilne sive kritine, zato ker so bile prvotno krite s šinkeljni in kasneje s temi rombastimi betonskimi strešniki. Na podeželju pa recimo so večinoma opečnate, čeprav tudi to ni pravilo, recimo v Godoviču se vidi jasno, je center tako zelo enoten, Ledine podobno, je pa že pač ta, bom rekla, bolj pisano, ampak mogoče tudi tukaj v priporočilih je pač navedeno pač skladno z OPN-jem, ampak če pa recimo postavljamo neko stavbo ali pa tudi gospodarsko poslopje ali bivalno stavbo nekje v krajini ali pa kjer se zelo vidi, in če pač želimo malo manj izpostaviti, da pač ne preglasi okolja, potem je primernejša recimo siva kritina od opečnate, ker dejansko nam ne pritegne pogleda. V priročniku obravnavate tudi zelo nazorno primere gradnje frčat. S temi se običajno investitorji soočijo ob prenovah. Ni vsaka frčada primerna za to okolje, ne? Ja, v bistvu značilna za Idrijo je ta pultna frčada oziroma enokapna, ki je tudi ilustrirana tukaj. In dejansko ta frčada je na večini idrijskih hiš. Potem so tudi klasične te v bistvu dvokapne frčade. In dejansko ti dve vrsti, ki sta predpisani z OPN-jem, nudita dovolj širok okvir, recimo, v katerem lahko verjamem, da večina investitorjev pač naredi frčado, če jo potrebuje. Opisane v zadnjem času se recimo pa pojavljajo frčade, ki segajo čez celotno streho, ki imajo neke različne kote in dejansko je treba preudariti, v bistvu, kaj z gradnjo takšnih frčad dejansko naredimo videzu celotne stavbe. Bi podprli zamisel, da bi prepovedali prodajo kričečih barv za fasade? Ja, lahko bi jo. Mislim, prepovedati v bistvu ne moreš, ampak se mi zdi, da zavedanje naročnikov in tudi fasaderjev, bom rekla, ki to izvajajo, izobraževanje in v bistvu, da recimo res izhajaš in z OPN-ja in z nekih preverjenih in z v bistvu sosednjih kakovostnih stavb, kaj je tam, pogledaš, v bistvu potem ne bi bilo treba prepovedati, pač je treba malo res razmisleka, spoštovanja, tako, ker dejansko recimo, mislim, fasada je res stik stavbe s prostorom, s fasado ne oblikujemo samo, pač z izbiro barve ne oblikujemo samo svoje hiše, ampak dejansko
zunanji prostor, ulico, naselje. Tako da to moramo res imeti v tako. Predlagate pastelne barve? V bistvu tudi ne vseh pastelnih, no OPN je recimo res prednost daje bež odtenkom, zemeljskim odtenkom, umirjene rumene barve. Zdaj, ker če rečemo pastelje, so to potem že nekako preširoko, so že ponavadi ideje na razne barve sladoleda in podobno, ki tudi ne pašejo vsako okolje. Ja, kako pa ocenjujete zasteklitve balkonov? Nekatere zasteklitve so prav nasilne do objektov, ne? Zdaj recimo pač razumeš tudi potrebe ljudi, ki to naredijo, ampak vedno recimo neki dodatki na stavbah, pri tem je treba biti res pozoren, da ne preglasiš stavbe, ne. Tudi recimo pri večstanovanjskih stavbah, pri blokih bi bilo idealno, da se recimo take stvari, če so v interesu pač prebivalcev, naredijo skladno, pri vseh enako, ker potem res ohranimo neko kakovostno zunanjo podobo. Saj funkcijo imata pa tako ali tako oba recimo podobno, ampak dejansko je res treba pogledati tudi, kako se to v prostoru odraža. Poseben razdelek v priročniku namenjate tudi okrasju, fasadnemu okrasju in držite tako bolj konzervativno držo do tega, ne? V bistvu ja, se pravi, če je recimo bilo neke tradicionalne stavbe, ki so bile poslikane, se seveda to ohranja, se spoštuje. Zdaj, v zadnjem času pa se res pojavljajo na nekaterih stavbah, bom rekla, dodatki oziroma oblikovanje fasad, ki ne izhaja iz neke arhitekturne kompozicije. Pač mogoče ljudje samo mislijo, da je njihova hiša preveč dolgočasna ali pa fasada preveč pusta, pa se odločijo, ne vem, en del pobarvati z drugačno barvo in to ponavadi deluje, bom rekla, moteče. Dejansko res izgubimo tole, bom rekla, celovitost videz objekta. Moteče deluje tudi, ko na neko fasado pritrdijo, ne vem, 15 klimatskih naprav. Ja, tudi o napravah govori priročnik in dejansko vedno je več možnosti pri, bom rekla, pri montaži teh naprav. Pač se pazi, da so nekje, da res jih ne vidimo takoj, ko pogledamo stavbo na nekih, bom rekla, lahko na zadnji fasadi, na nekem balkonu, da se jih tudi nekako ograditi. Ali pa tudi na strehi, recimo, če so to ti kolektorji za sprejem sončne energije, pač je treba paziti, da recimo res ne segajo nad sleme ali da niso recimo zasukani drugače kot, v bistvu, da so postavljeni z ravnjo strehe in podobno. V bistvu so čist, bom rekla, enostavna priporočila in bom rekla, vedno se da nekako najti pravo rešitev, tudi z upoštevanjem omejitev. Publikacija je namenjena slehernemu, ki je lahko dobi? Publikacijo, bom rekla, nekaj izvodov imajo še na občini Idrija. V bistvu lahko se bralci oglasijo na tajništvo občine Idrija ali pokličejo, lahko dobijo po pošti. Je pa dosegljiva tudi v elektronski obliki na spletni strani občine. Ja. Damjana Gantar, čestitke za napisano in izdano publikacijo. Prepričan sem, da bo marsikateremu graditelju in lastniku stanovanjske hiše, ki jo prenavlja ali jo namerava prenavljati, ta vsebina prišla zelo prav. Hvala vam za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala vam. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.